Kaj vaja pa najbolj veseli pri tem modelu, ki ga delate? Po moje kar je rezultat na koncu, ko se stvari končno zložijo skupaj, ko nastanejo in pol ljudje začnejo to uporabljati, zaživeti in tisto, pa ne toliko navdušenje, veselje, ko recimo mi da ful rada dama, ko nas vprašajo, kaj je drugače pri nas, ne. Narišiti pač lahko vsak, ki se s tem ukvarja, ne, začutiš, da je to oseba, ne. Tako, kaj je drugače. In jaz bi rekla, da midva res želimo dati poudarek, ne samo, da je lepo, ker danes po moje preveč vsem tem Pinterestom, Instagramom, važno, da je lepo, da lahko se pokazal z lepo fotko, važno, da je funkcionalno prilagojeno tebi, ki tam živiš, ne. In recimo nič ti ne pomaga najlepša konzolna mizica v hodniku z največjo vejo, šopkom, rož, če imaš ti tam 5 blatnih škornjev, ki jih nimaš kam pospraviti pol, recimo, ali pa obležijo sred prostora. In nekako, ko se čez pogovor ali pa ko že stranka dosti ve, pa pove, jaz jih zmeraj vprašam, kakšen je vaš način življenja, ne vem, imate kakšne posebne hobije, ki zahtevajo kakšne posebne, ne vem, predmete, rekvizite, karkoli, da probamo res to, kar si ti, dati v tvoj prostor in pol, ko res ti s tem živiš, ko ni treba, ne vem, za vsako premikati mizo pa vleči nekaj sem pa tam, ampak ko mogoče najdemo mesto, da se samo kaj odpre ali pa kakorkoli, da lahko delaš stvari, ki jih imaš rad, da je to nekako pol najbolj tista sreča, ko vidiš, da ljudje pol to uporabljajo in da je prilagojeno njim in da so zadovoljni. Tak nekako, ne samo tisto navdušenje, wow, to je pa zdaj res lepo, ne vem, te ploščice pa lepo pašejo sem ali pa nekaj, ampak ko dejansko res lahko živijo svoje življenje tam notno. Ker z materiala rata dom. Tako, recimo, ja. Ko jih pol okolje podpira pri njihovem vsakdanjiku, na tak način.